Čau, Alenka tukaj. Ful mi smešen zdaj spet snemat, ker spet snemam, ker sem nazadnje snemala par ur nazaj. Superwoman. Še drug video, ki ste ga izglasovali, sicer Egipt in mumije. Valjda, Alenka je rekla, bomo govorili o Egiptu, bomo govorili o mumijah, ful dobro. Resno, Alenka, se ti zavedaš, da je tako Egipt največja ever, možno gromozanska, historična civilizacija, nekaj najbolj mogočnega ever. Ker sem hotela s tem povedati, da ne bom mogla prav velik del Egipta povzeti v tem 10-minutnem videu sploh, ampak bomo pa se osredotočili na mumije, mumificiranje in na grobnice. Pa še kakšno zanimivost bom sprot notvrgla, ker sem jih lih pač si dala v glavo in me. Ja, kakšna ženska sem jaz, da ne rečem, a kdo opazil moje lase? Sicer so samo začasno taki, ker je čisto začasna barva, ampak sem dojela prek te začasne barve, da si jaz res noro želim biti sive lase. Pač ne pa čez 50 let, ampak zdaj bi imela rada to barvo. Če bi me kakšen frizerski salon sponzoriral, ok, ne bom preveč upala, bi bilo pa, moram se pa brcniti urediti in res iti k frizerju in to zrihtati, a ne, pa mislite. Pač brez blond uložkov, ampak vse. V enem izmed pisma je bila ta luška na zapestnice, ampak tega nisem dala v video, ker ni pisal, imamo pa dva druga pisma in sicer. Živa Alenka, kako si? Jaz sem super, ker si ravno objavila nov video. Živa je počitnica. Ko imam velika studija, želim postati youtuberka. Glej, da boš res dobra youtuberka boš, pa glej, da boš govorila kaj pametnega, pa kaj zanimivega, ne same traparije. In ja, tako, ker vas večina želi, tudi ona želi, da snimam z mojim fantom. Zadnjič je prišla na veselici na žurki ena punca k meni povedati, koliko je moj fant lep. In zdaj ne vem, a ne bom ponosna ali ne se počasi, kjer začnem. Še eno pismo, ki spredaj porisan. Kristina z tega pisanca pravi, da bi video o zombijih in verjetno se bo dal enkrat prej nekaj v zvezi s tem povedati, da bo dejansko zanimivo in poučno. Egipt, preden zdaj skočimo v ta video in se začnemo posmehvati, kakšni stvari, ki so jih počeli, ali pa si mislimo, a so bili zmešani, a so imeli lahko tako čudno kulturo. Najprej pomislimo, da je to res izjemna, ogromna civilizacija, ki je bila tako urbano kot v medicini, kot v jeziku in nasploh glede vsega celotne kulture izjemno izobražena in napredna in neverjetna. Imeli so kanalizacijo, vse res svašta. Dejansko obstajajo danes zgodbe, da so imeli mogoče že elektriko. Mogoče v tem videu enkrat drugič, pa vas mogoče še prepričam. Ker pa smo mi želeli govoriti o mumijah, gremo direkt na mumificiranje in kako je vse skupaj potekalo. Potekali je skoraj, oziroma v večini primerov 70 dni, predvsem, ker se tiče za tiste pomembne vladarje, kralje, oni so bili bogovi na zemlji, morate razumeti, oni so bili božanstva, njih so častili in zaradi njih so te ogromne piramide, ki so jih delali, piramide je delalo okrog 20.000 ljudi 20 let, da ne govorim o živalih in slonih in napravah so bile zraven, to so bile neverjetne stvari, oni so bili bogovi na zemlji, za njih, za ljudstvo, za sužne. Za 70-dneven potek mumificiranja je glavni mumifikator nosil masko Anubisa, to je sicer bog mumificiranja samega. Zakaj 70 dni? Najprej je bilo treba telo temeljito očistiti, da je bil čisto, da so se lahko potem lotili dela. Potem je sledilo odstranjevanje mehkih delov notranjosti telesa, torej notranjih organov, predvsem črevesja in take zadeve, ledvice, vse to je šlo ven. Načeloma je ostalo srce. Ti drugi organi niso bili zavrženi, ampak načeloma so jih posebej mumificirali, ker so verjeli, da se bo to potem v posmrtnem življenju spet združilo skupaj z lastnikom. Z možgani je spet zgodba zase, ni se to vedno zgodilo, ampak načeloma so šli noter čez noč, čez nos jih zmiksali, da so bili utekočinjeni in nato so potem spet lahko ven spravili čez nos, ker možgani naj ne bi bili pomembni. Potem naj bi celotno telo ovili v debelo plast soli in ta sol bi mogla napolno izsušiti to telo, da bi bilo čisto skrčeno, suho, dejansko ne bi bila koža tako kot usne. In to ne bi trajalo načeloma 40 dni, zaradi tega je tudi cel proces res dolg, 70 dni. Del zaključen, morajo nadaljevati na ta način, da telo spet nekako oživijo oziroma kožo in vanjo vtirajo razna olja in dišave, tako da je spet nekako napojeno in izgleda majčkeno lepše in človeško. Postopkov tukaj je milijon in milijarda, ampak ne bom vsega govorila, ker se velikokrat razlikuje in je ful brez veze pospraševati, ampak načeloma potem dajo to telo na leseno podlago in potem začnejo to uvijanje s trakovi. Te trakove pa ponavadi povezuje med sabo neko močno lepilo, različne stvari so to bile, ampak teh plasti trakov je več. To so ti tipični trakovi, ki jih vidite v filmih na mumijah in pač je plast na plast, pa vmes je vedno to vezivo oziroma lepilo.
Čisto na koncu gre tam, ko je imel pokojnik obraz, da je še njegovo posmrtno masko oziroma nek portret, potem pa še čez lanena odeja se zavije, obraz mora še vedno nekako mora biti luknja, da se vidi, kdo je lastnik. Potem se pa ta lanena odeja naprej lahko pobarva, rdeče ni nujno, to je drugače redkost, ampak se pa potem naprej. Se pa potem ta odeja lahko tudi pobarva z motivi, ponovadi so to motivi, ki govorijo o tem, kako bo to telo potovalo naprej posmrtno življenje, na nogah je pa ponavadi samo ime lastnika, samo ime mumije, trupla, whatever. Ker vas poznam in ker ste verjetno sem prišli za kakšno pikro srhljivo zgodbico, sem eno za vas najdla in ta je res slavna iz večjih razlogov, ampak gre za zgodbo oziroma prekletstvo kralja Tutankamona, oziroma bomo ga klicali Tut, ker je krajše in ker ga tako načeloma Američani kličejo. Tut je umrl ful mlad, star je bil 19 let, zdaj to relevantno mlad pač. Takrat niso živeli dolg časa, nekaj čez 30 let je bilo povprečno, da si živel 40 plus, je bil takrat že totalna starina. Seveda 19-letni kralj je bil pa še vedno dokaj mlad, zdaj recimo on si tudi poročil svojo sestro in take stvari, vsi so bili takrat precej manjši, vse je bilo malo drugače. Ga pa po kopitu njegove mumije in njegovih ostankov lahko ful dobro identificirali. Jezus Alenka, dobro jutro. In nekako tako bi izgledal, čisto legit deluje, tako dejansko si ga predstavljaš, ni bil lih simpatičen fant, ampak. Zakaj je on pomemben? Zakaj, če rečem kralj Tutankamon, vsi vemo, za koga se gre? Vsaj upam, da. Zato, ker je izjemno imel ohranjeno grobnico. Vse grobnice načeloma so bile izropane, vse te piramide, to, kar vidimo v dolina kraljic, dolina kraljev, kjer so jih načeloma pokopavali, je bilo vse vedno izropan, predvsem te večje, pomembne. Njegova je bila pa ekstremno skrita in so jo znanstveniki iskali leta in leta in leta. In potem je še prva svetovna vojna vmes prišla in je res niso našli dolg časa in potem so jo končno našli in ko so jo našli, so bili očitno prvi tam zaradi tega, ker ni bila popolnoma nič izropana. 17 let je trajalo, da so vse bogatstvo ven znosili, ker so ga pokopali skupaj z ne vem koliko zlata in dragocenimi predmeti in njegovo lastnino in stvarmi, s katerimi ne bi potoval naprej posmrtno življenje. V glavnem, res izjemna grobnica, čeprav je bila še vedno majhna, še vedno ni bil pomemben kralj. Predstavljajte si pa kakšnega večjega. Kakšno grobnico je mogel imeti šele kdo drug. To je bilo res neverjetno, koliko oni verjamejo to posmrtno življenje in koliko so vložili v nekoga, ki v naših glavah pač umre. Pa da razložim njegovo prekletstvo. Leta 1922, 4. novembra, so našli njegovo grobnico. Znanstvenik, ki je vse to financiral, je navsezadnje umrl prvi. Kako je umrl? S pikom komarja. Zakaj sploh govorimo o kakšnem koli prekletstvu? Velikrat naj bi te grobnice zakleli oziroma zavarovali z oroki in potem naj bi ob odprtju našlo razne kamne in gor naj bi bil napisan ta ki je celoten projekt financiral, ta človek, ni bil znanstvenik, bil je pa bogat, je bil prvi, ki je potem umrl. In zakaj? Dejansko zaradi pika insekta, zaradi tega, ker je bil okužen, ker ga je komar pičil in potem je po nekaj časa preprosto umrl. In potem pa je istočasno, ko je on umrl, je v Kairu, kjer pač so te grobnice v bližini, je takrat se naredila popolna tema, elektrika je šla ven za tisti moment istočasno, kar je totalno čuden. Potem pa še njegov najljubši pes oziroma njegov dragi pes, ki mi je ful pomenil, istočasno tudi poginil. Ko so naprej raziskovali to zakletost grobnice, so ugotovili, da je še 21 povezanih žrtev s to grobnico. Enemu od teh so tam raziskovali, se je dejansko zgodilo to, da mu je hiša najprej pogorela, ker je v Egiptu veljalo za najbolj strašno obliko smrti, ker če pogoriš oziroma zgoriš, ne moreš iti nikakor posmrtno življenje, ker pač nimaš telesa. Ja, zdaj sem imela en ful dolg obisk. Hvala, Dejna. Zdaj pa naprej. Skratka, potem, ko so znanstveniki probali analizirati, je možno, da ima kakšno prekletstvo tukaj zraven. Že vemo, da če so znanstveniki to preiziskovali, niso to bolj neke racionalne rešitve in sicer, naprimer, da je možno, da je bila kakšna infekcija, nasploh, ko so odprli to grobnico in sicer kakšna bakterija, kakšen fungi, v glavnem nekaj, da bi prišlo v stik s temi, ki so bili prisotni ali pa v bližnji okolici. So se zadnje ugotovili, da teh 21 plus ljudi, ker jih je takrat nenavadno hitro umrli, so imeli zelo podobno spet raven dolžino življenja, ko bi rekla, kot drugih, naprimer v primerjavi drugih 21 random ljudi, ki so bili takrat v Kairu. Za konec vam prišparala še par interesantnih informacij. Zakaj je toliko nenavadno prefinjene besede zbiram? Skratka, ena kruta, grozljiva zanimivost je to, da je bila velika čast za služinčat takrat, služinčat teh pokojnikov, ki so bili pomembni, torej kralji naprimer,
je bila velika čast, če so usmrtili to njegovo služinčat in jo pokopali zraven. Zakaj? Zato, da bojo še vedno imeli čast služiti temu pokojniku po smrtnem življenju. A si predstavljate to danes? Predsednik Donald Trump je umrl, da ima vse pobit, vključno z Melanijo, ki so delali za njega, da bojo lahko skupaj živeli srečno po smrtnem življenju. Pač ja, danes temu ni več tako, je precej creepy zadeva. Smrtne kazni v Egiptu so bile ekstremna redkost, tako ekstremna, da včasih na več 100 let se to ni zgodilo, če se pa je bila pa tista najbolj kruta kazen boga sonca in sicer Amon-Raja, zaradi tega, ker če si kakorkoli oskrunil njegovo božanstvo, njegov kip ali pa njegov tempelj, so te sežgali živega, ker je to najbolj grozna smrt, zaradi tega, ker ne moreš postopati naprej v smrtno življenje, zaradi tega, ker je pač tvoje telo, tvoje veslo je sežgano in ne moreš iti naprej, ker te ni. Še en fun fact o kanibalizmu, in sicer v 16. in 17. stoletju je bil ful kdaj toliko usekan, da so se odločili, da je ful zdravo in zdravilno in dober za njihovo telo, če jejo mumije in mumificirana telesa. Pravzaprav je to pa pripeljalo do raznih bolezni in problemov in kuk in takih in drugačnih in podobnih zadev. Če jaz danes ful čudno ne govorim, je zato, ker je ura že... Aja, 10 je šele. Okej, ampak cel dan že snemam, tako da moram spati. Hvala se ne bi iztehtali... Superwoman. Je nekako še zmeraj enako, približno podobno enak, še zmeraj so na se zadnje ugotovili, da O glavnem, 21 povezanih žrtev in smrtu. Ja, hvala, ki ste gledali. To je to za danes. Sam za danes. Naročite se, hvala, ki ste gledali, to sem že rekla. Pridni bote, radi se imejte. Aj, čau, Jaz sem kaj pozabila.